Kateri so pravi razlogi, recimo, za zamenjavo nadzornikov in za to delovanje v ozadju zaupanja? Glejte, že odnos danes na skupščini upravljalca, ki je bil za moje pojme sramoten, v smislu tega, da ni bilo enega konkretnega argumentiranega odgovora in da se po 2-urni debati argumentov ni poslušalo in da se prebere, bom rekel, nek govor, ki je bil spisan, kdo ve od koga, kdo ve kdaj, pokaže, kako nizko smo v tej državi z upravljanjem družb. Dosegli so rekordni pretok tovora, tako kontejnerskega kot avtomobilskega. Dosegli so tudi rekordni dobiček. Vendar pa nekatere ugotovitve in spoznanja kažejo na to, da bi bilo potrebno določene poslovne procese v Luki Koper še izboljšati. Ampak kaj pričakujete? Vse živo. Za naši zagovor uprave in čisto ničemer nič prepričal, niti en argument ga mu niste... Še enkrat bom poudarila, skupščina imenuje nadzorni svet. Ne, niste razumeli. Danes vi ste postavili vprašanja, več vprašanj in on je Matiči odgovarjal na ta vprašanja. Mene zanima, ali ste, ko ste poslušali pozorno ta vprašanja, je to kaj vplivalo na vaše stališče in mnenje, ker mislim, da ni, ne? Ker ste imeli že vse stališča napisano naprej. Ne vem, zakaj ste sploh postavili vprašanja, če ste imeli že vse napisano naprej. Saj vam pravim, da to so ugotovitve državnih organov, ne SDH-ja in pač mi smo dolžni ukrepati v najboljšem interesu družbe. Da sem nekaj pripišala, Matič. Si pa dovolj, hvala. Glede na najavljeno nezaupnico, ki so jo izglasovali upravi družbe, je pričakovati tudi menjavo uprave, takoj kot naslednji korak menjave nadzornega sveta, kar pa bo prav gotovo dodatno destabiliziralo razmere v družbi, pri njenem poslovanju in sprašujemo se, v čigavem interesu se skupno premoženje vseh državljanov upravlja na način, da se mu zmanjšuje vrednost, da se zmanjšuje njegova konkurenčna prednost in da se pod vprašaj dajejo odlični rezultati, ki jih Luka Koper dosega, posebej v zadnjih letih, posebej pod to ekipo. Kaj pričakujete? Vse živo.